Če si želiš večje prodaje, pa ne veš točno, kje začeti, kaj ti manjka, bom v tej epizodi podcasta s tabo delila 3 ključe, ki odprejo vrata za večjo prodajo. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Tako, v tej epizodi se torej lotiva v bistvu večje prodaje. Verjetno, če si na svoji podjetniški poti, je to nekaj, kar si vsi želimo. In preden štartamo v samo tematiko, bi rada rekla še samo to, da ko govorimo o prodaji, marsikdaj slišim, da ima kdo kakšen negativen pomislek. Ko jaz govorim o prodaji, je v bistvu to v kontekstu, da služimo svojim strankam, da jim pomagamo in to ni nobeno zavajanje ali kaj negativnega. In seveda kot podjetniki, če razumemo prodajo tako, se verjamem, da sva na isti frekvenci, da si želiva mogoče isto, tako jaz kot ti, vedno večjo prodajo. In to je čist nekaj normalnega, ker v bistvu s tem tudi pomagamo bolj in pa večjemu številu ljudi. In zdaj, kaj je pogosto problem, da ne pride do večje prodaje, je velikokrat to, da se osredotočamo na napačne zadeve. Na takšne zadeve, ki nam ne prinašajo prodaje. In ko živimo v tem online svetu, lahko tukaj vidiš eno idejo ali pa tam dobiš eno idejo, pa mogoče ti še kdo reče, zdaj pa to deluj, moraš še to imeti, In lahko imamo cel kup idej oziroma cel kup informacij, kaj vse bi naredili za večjo prodajo. Tukaj pa seveda lahko tudi problem, če se na eni strani osredotočimo na napačne stvari ali pa če se razpršimo in v bistvu delamo malo tega, malo tistega in v bistvu nič ni tako zelo dobro, kot bi si mogoče želeli oziroma kot bi lahko bilo. In zaradi tega velikokrat na eni strani se lahko mi počutimo, da smo preobremenjeni, da smo kot hrček na kolesu, ki laufa, pa ne pride do tistega, kar si želi, nima večje prodaje, nima rezultatov in na drugi strani tudi prodaja verjetno ni čisto tako. In če se recimo, če ti dam primer, osredotočamo samo na oglaševanje in ne delamo na analizi, kaj deluje, kaj ne deluje, zakaj ni boljši izpeljanih prodajnih oglasov in tako naprej, se lahko hitro zaciklamo v tale cikel, ki je lahko zelo, zelo drago, da v bistvu vlagamo recimo v oglaševanje, pa ni rezultatov. Ena izmed mojih strank, ko smo delala recimo v Legendarnem, je seveda najela za oglase strokovnjaka oziroma eno ekipo, ki se ukvarjajo z oglaševanjem. In oglasi niso bili uspešni in je vložil v bistvu zelo veliko denarja v to oglaševanje, ni pa bilo rezultatov, torej ni bilo povečane prodaje. In potem, ko sva midva začela delati na tej strategiji, kako lahko torej oglašuje, ampak si hkrati takoj povrne stroške za to oglaševanje, se v bistvu hitro potem naredila celotno recimo strategijo, ki mu je pomagala, da tudi tiste kupce, oziroma tiste, ki so prišli preko oglasa na njegovo spletno stran in se niso odločili za nakup, da jih vseeno sva jim naredila pa eno drugo brezplačno ponudbo, zato da sva jih potem obdržala nekako v skupnosti. In to je bila takšna ponudba, ki se je bilo zelo težko reči ne, sploh ker sva vedela točno, iz katerega oglasa so torej prišli, kaj jih je očitno pritegnilo, kaj jih je zanimalo. Zato da je lahko potem te ljudi ni takoj zgubil, ampak jih je potem naravno nekako ogreval, jih potem pripravil do tega, da jih je potem veliko se vseeno potem odločilo in rezerviralo, kljub temu, da niso takoj, ko so kliknili na oglas, se odločili za nakup. Zato je res zelo, zelo pomembno, da imamo fokus tisto, kaj nam prinaša rezultate. In če se odločimo za oglaševanje, seveda to je bližnjica in nam lahko prihrane čas, ampak seveda je zelo pametno, da se osredotočimo tudi na to, da naredimo analizo in tako naprej. Ampak to je seveda samo en primer, kam lahko je dajemo in je napačen fokus. Drugi primer recimo bil, ki je zelo, zelo pogost, je, da vse stavimo na objave za družabna omrežja, kar je lahko super. Družabna omrežja so lahko fantastična za gradnjo odnosov, za gradnjo
tudi za prodajo, a ne? Ampak, če mi vidimo, da objavljamo recimo redno in da nimamo večje prodaje ali pa da nimamo kupcev iz družabnega omrežja, potem je seveda zelo fajn, da pogledamo zakaj, kje je problem, začnemo tam potem tudi to spreminjati, mogoče vključimo še kakšen drugi element za to, da bo naš posel tudi bolj varen, ne? Ker če stavimo vse na nekega zunanjega konja, če tako rečem, ne? Torej vse stavimo na družabna omrežja in je pač obstaja verjetnost, da nam bodo jutri recimo zaprli naš račun ali pa da se bo spremenil algoritem in da ne bo prikazoval več dobenemu, razen če plačamo, a ne? Je to zelo nevarno lahko za naš posel, ker s tem v bistvu izgubimo celotni kanal, kamor smo vlagali verjetno veliko energije in pa dela. Tako da je zelo fajn, da razmislimo še, kako lahko torej to povežemo in damo fokus na tiste zadeve, ki nam bodo seveda prinesle več strank in s tem tudi večjo prodajo. In verjetno, če poslušaš oziroma gledaš to epizodo, si želiš večje prodaje, verjetno ne na način, da želiš potem pri tem izgoreti, a ne? Ampak želiš verjetno tudi več prodati in tudi večjim ljudem mogoče pomagati z manj stresa, manj napora in tako naprej. Zdaj pa, kateri so tisti 3 glavni ključi, ki bi jih definitivno se danes rada dotaknila, pa so. Prvi ključ je definitivno razumevanje stranke in predvsem njenih izzivov. Zdaj, včasih, ko smo govorili o idealni stranki, smo govorili o tem, da določimo, kakšna je starost, ime, od kod prihaja in tako naprej, kar je vse lepo in prav in še zmeraj je fajn, da imamo približno to tudi postavljeno. Zraven tega, ampak to ni več dovoljno. Ni več dovolj, da poznamo samo te zadeve, ampak v bistvu moramo iti, oziroma je zelo priporočljivo za večjo prodajo, da gremo globje, da poznamo tudi predvsem izzive, ki jih ima naša stranka na splošno in pa izzive na področju s tem, kar mi delamo, kar mi ponujemo, kar mi prodajamo, ne? In da jo razumemo, kdaj se sooča s temi izzivi, kdaj prihaja, ali je to zjutraj, ali je to zvečer, da v bistvu se lahko res uživimo v dan naše idealne stranke in točno vidimo, kdaj ima te izzive in s tem v bistvu na eni strani lahko oblikujemo torej ponudbo, ki je v bistvu že tudi drugi ključ, ki sem ga želela deliti. Torej oblikujemo ponudbo, ki bo pisana na kožo tej naši idealni stranki. Ampak če mi ne poznamo in nagovarjamo vse ljudi, je naša sporočilnost in tudi naša ponudba mora zastavljena biti zelo, zelo široko. In seveda, če je nekaj zelo splošno, zelo široko, nas bo manj ljudi sploh opazilo, slišalo in pa sploh mislilo, ok, saj ni nič zame. In če ti dam konkreten primer, če imaš mogoče neko zdravstveno težavo, ki je povezana, ne vem, da rabiš zdaj operacijo, jaz upam seveda, da ne, ampak recimo, če si predstavljaš, ne, da imaš zdravstveno težavo z hormoni, ne, in zdaj veš, da moraš urediti svoje hormone. H komu greš? A greš k splošnemu zdravniku ali greš k specialistu za hormone? Verjetno te bo bolj pritegnil nek specialist za hormone, ki bo točno ti znal pomagati, to je za narediti, kot pa v bistvu nek splošni zdravnik, nič ni narobe z njimi, ki ti bo mogoče dal kakšno usmeritev, ampak verjetno, če imaš res velike težave, se raje odloči za specialista. In to je nekako tudi trend, ki ga veliko voditeljev na področju marketinga pa podjetništva tudi nekako predvideva za 2025 in verjetno tudi naprej, da so v bistvu te specializacije še bodo veliko bolj pomembne. Zato je res fajn, da se vprašamo, torej, kdo je naša idealna stranka. To je naš prvi ključ, katere izzive ima, s čim se sooča in tako naprej. Potem je pa drugi ključ, ko imamo idealno stranko, da zanjo torej pripravimo jasne ponudbe, ki je pisana na kožo točno tej stranki, a ne? In ta ponudba seveda mora rešiti njen problem. In to mora biti nek problem, ki si ga ta naša stranka želi rešiti. Velikokrat se zgodi, da rečemo, ok, to je pa nekaj fajn imeti, nice to have imeti, ampak
če stranka naša, idealna stranka, si ne bo mogla tega privoščiti ali pa ne bo želela, nima neke potrebe, da mogoče fajn bi bilo, če ne bi imela tega problema, ampak nisem pa pripravljena investirati v to, ne. Se pravi, naša ponudba je zelo dobro, da reši problem naše idealne stranke, zelo učinkovito in pa seveda moramo potem vedeti tudi, kateri problem rešuje. Zdaj, veliko krat potem slišim, ker jaz recimo z veliko kakšnimi zdravilci, terapevti, takšnimi ali drugačnimi sodelujem, in je čisto razumljivo, da če so terapevti, lahko v bistvu grejo na širšo publiko, ker vsi ljudje imajo načeloma zdravje in želijo imeti zdravje, in tukaj je seveda prvi problem, da smo preveč splošni, če pa se ti specializirajo in pripravijo torej ponudbo, fokus na nekaj določenega in ko jim ta del zalaufa, lahko seveda se širijo in dodajajo nove idealne stranke, nove ponudbe in tako naprej, je veliko bolj lahko učinkovito, kot pa če že na prvo žogo gremo na zelo široko publiko. Tako da definitivno drugi ključ je ponudba, ki se ji tvoja stranka enostavno ne bo mogla upreti. In tretji ključ je postavitev v bistvu sistema, kako bomo zdaj to prodajali oziroma kako bo prodaja potekala, Ti prodajni procesi so seveda lahko različni, glede na to, kaj so tvoje preference, glede na to, kaj si želiš in pa tudi je vključena idealna stranka. Zdaj, običajno samo to, da objavimo na družabnih omrežjih ali pa da objavimo na naši spletni strani, običajno ni dovolj. Razen, če imamo res zelo veliko obiskanost, pa zelo velike konverzije že na naši spletni strani, potem je seveda to super, ampak lahko pa seveda naredimo nek proces, nek sistem, kjer bomo najprej torej testirali, kateri način prodaje najbolj nam prodaja in pa potem to lahko tudi optimiziramo in tudi avtomatiziramo, kolikor se da. Zdaj, kaj mislim s temi prodajnimi procesi? Seveda jih je cel kup, Če imaš izdelke, če imaš storitve, za oboje velja enako. Ni samo to, tudi če imaš samo izdelke, ni nujno, da izdelek daš v spletno trgovino in zdaj je to. Lahko organiziraš webinarje, lahko na to temo organiziraš delavnice, lahko organiziraš brezplačne srečanja, Zoom srečanja, Se pravi, lahko narediš torej lansiranja in različni so torej ti sistemi, ki so lahko popolnoma avtomatski, ki so lahko v živo, lahko so tudi kakšni izzivi, ki potem seveda pospešijo to našo prodajo. In ko imamo enkrat sistem, ki ga optimiziramo in avtomatiziramo, lahko vidiš, da nam potem ta sistem lahko avtomatsko prinaša stranke, če smo torej res strateško postavili vse korake in nam potem to prinese. In seveda ti trije ključi lahko vodijo, oziroma kot je naslov, odklenejo tudi res vrata v zelo večjo prodajo. Zdaj, kaj pa še lahko narediš, da povečaš prodajo zraven tega, Prvi korak oziroma prva točka, ki se jo želim dotakniti, je mogoče še enkrat poudarek to, da se res fokusiraš na idealno stranko in na ne celo množico ljudi, Pristni odnosi, recimo, če imaš vsak dan si daš izziv, vsak dan zgradiš odnos z eno ali pa z dvema potencialnima strankama, recimo na družabnih omrežjih 1 na 1, bo veliko bolj učinkovito, kot če ciljaš samo na širšo množico. Seveda, ko tvoj brand zelo zraste, je to nemogoče, ampak če še imaš to možnost, da se z ljudmi povezuješ 1 na 1, je to definitivno najbolj učinkovito, seveda, da nimaš fig v žepu ali kaj takšnega, ampak da se iskreno začneš povezovati. Mogoče tudi ta oseba, s katero se povežeš in je potencialno zgleda kot tvoja idealna stranka, še ni na točki, da bi mogoče zdaj kupila od tebe, Če se zgradi dobri odnosi, se lahko ta nakup potem zgodi mogoče tudi kasneje ali pa te priporoča nekomu, ki išče ravno tebe. Drugi način, kako lahko zdaj takoj povečaš prodajo, je seveda, da povečaš vrednost svoje košarice. To ne pomeni, da rabiš spletno trgovino, ampak to pomeni, da v bistvu
tiste, ki se odločijo za nakup nečesa, da jim v bistvu lahko ponudiš še kaj drugega, kar bo povečalo njihovo skupno vrednost košarice, torej da kupijo več, in seveda tudi ne pozabiti na to, ni zavajanje, torej dobijo tudi ogromno več vrednosti za to. Tako da, to je definitivno zelo, zelo pomembno in zelo učinkovito. Kaj še lahko narediš, je, da narediš kakšno sodelovanje s kakšnim drugim podjetnikom ali pa nekom, ki služi mogoče isti idealni stranki in imata komplementarno ponudbo, lahko v bistvu pretestiraš in naredita skupno ponudbo. Kaj to pomeni? Da v bistvu oba potem promovirata to ponudbo, ker se torej tebi avtomatsko in temu, s katerim sodeluješ, lahko podvoji oziroma za polovico zmanjša celotno delo. Ker bolj kot oba promovirata, oba imata v tem primeru lahko več strank in je lahko super učinkovito, tudi če je to ali glavna ponudba ali je to vstopna točka, karkoli je res lahko blazno učinkovito. Tako da, če pa še mogoče enega sem si napisala, prav da ti ne pozabim še česa dati ideje, če pa želiš res zdaj takoj, ko pogledaš, zapreš ta video, narediti prvi korak, lahko pa tudi na družabnih omrežjih objaviš čisto enostavno objavo, običajno recimo na Facebooku je tista z barvnim ozadjem in samo napišeš recimo: dvigni roko, če si kdaj imel težavo s tem in tem, torej s tem, kar ti ponujaš oziroma z rešitvijo. Torej ne z kremo, ampak s tem, kar krema naredi. In tisti, ki ti potem napišejo v komentarju, da dvignejo roko, da so imeli težavo s tem, jih lahko kontaktiraš individualno, ne s tem, da jih bombardiraš z ponudbo, ampak v bistvu, da prodajaš kot zdravnik. Kaj to pomeni? To pomeni, da začneš z njimi komunicirati v zasebnih sporočilih in jih identificiraš oziroma želiš ugotoviti, ali je ta tvoja ponudba res smiselna za njih. Če je, seveda jo ponudiš, če ni, lahko jim daš kakšen drug nasvet, se z njimi pogovarjaš naprej, ali pa jih mogoče jim priporočiš tudi kaj čisto tretjega. To je lahko v bistvu zelo učinkovit sistem in če ga vpelješ redno na svoj urnik in ponavljaš, lahko definitivno prideš do zelo večje ponudbe. Zdaj pa, če pa želiš iti še bolj globoko in resnično povečati svojo prodajo, ne samo krat 2, ampak mogoče krat 10, potem te pa vabim, da se pridružiš na naš 8-dnevni intenziv, brezplačen, kjer ti pokažem torej zemljevid do legendarne prodaje za vse podjetnike pa podjetnice, ki si res želijo občutno povečati svojo prodajo. Tako da svojo vstopnico je potrebno rezervirati, je brezplačna na mod.si/zemljevid, lahko pa najdeš link tudi spodaj v komentarju, tako da se že veselim, da začnemo in srečno in uspešno! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.